lesnopredelovalne industrije v Sloveniji, za katero menim, da ima prihodnost, vendar ta trenutek slika ni preveč svetleča, ki se obetajo novi časi, tako da upamo, da tudi na tem področju bo napredek viden v zelo kratkem času. Slovenija ima eno čudovito naravno danost, da je poraščenost z gozdovi več kot 60%. Več kot 30% tega gozda je kvalitete A, kot mi pravimo resno predelovalni industriji, to je redkost, gledamo na svetovno merilo. 7,9 milijona kubičnega metra imamo letnega prirasta gozda. Uspemo za sečnjo posekati 3,2 milijona kubičnega metra in polovico tega izvozimo v Avstrijo in v druge države, kar je nepredstavljiva škoda. 10% izgubimo delovnih mest v resno predelovalni industriji na letnem nivoju. Iz 40,000 delovnih mest smo v kratkoročnem obdobju 10-20 let prišli na 12,000 delovnih mest. In kot vidimo, novice danes se obetajo še izgube novih delovnih mest. Zato, ker je mehna dodana vrednost v lesni industriji, seveda je to premajhna tekoča akumulacija za ustrezne investicijska vlaganja. Slaba opremljenost je posledica. Vemo, da zadnjih 15 let se v lesno predelovalni industriji niso dogajale investicije. Zdaj, če želimo resno predelovalno industrijo dvigniti iz te sivine, kjer so jih nekoč delala družbo kovinsko predelovalna industrija, ki je sedaj pravimo avtomobilska industrija, tekstilna industrija, je sedaj pravimo modna industrija, samo lesna industrija je ostala zadaj z nekim negativnim vzrokom. Priložnosti so, da neizkoriščenost surovinskega bogatstva prepoznamo, da spodbujamo uporabe naravnih materialov, vzpostaviti moramo osnovno predelovalno infrastrukturo. Kaj želim s tem povedati? V lesno predelovalni industriji se vse prevečkrat pojavlja majhnost. Predelava ene žage 25,000 kubičnih metrov na letnem nivoju. Take žage v Avstriji ni. V Avstriji imajo 250,000 kubičnih metrov na letnem nivoju predelave, imajo subvencije. In skratka, ker se radi primerjamo z Avstrijo, oziroma radi bi Avstriji sledili, kjer so zelo dobro prepoznali les in njegovo kvaliteto. En primer slabe prakse, naprimer, je ta, da že pred karavanškim predorom imamo mi kovino pa plastiko na objektih in na ograjah, tako ko pridemo čez karavanški predor, pa lesene ograje, leseni spremljevanje objekti, leseni nadvozi. Skratka, les v Avstriji prepoznan kot res ena surovina prihodnosti, in Slovenija ima ta potencial res neizkoriščen, strateške surovine v izobilju, šepa pa nam predelovalna veriga, ki se nam je nekje pretrgala, in vemo pa, da največja dodana vrednost je pa ravno vmes te verige. Tako da za vsak milijon kubičnih metrov lesa, ki ga izvozimo oziroma ga ne predelamo v Sloveniji, dobimo približno 300 milijonov. Tukaj je ena analiza, kaj se je v teh nekaj desetletjih dogajalo z resno predelovalno industrijo. To sem že govoril, 40,000 ljudi zaposlenih, sedaj 12,000, verjetno
konc leta jih bo samo 10,000. Nizka dodana vrednost, zastarela tehnološka oprema in seveda majhna podjetja, tuji konkurenti so 10-100. Zdaj, če želimo res napredovanje industrijo po tej analizi nekako umestiti oziroma videti, kaj je pa potrebno, da bi res napredovanje industrija nadaljevala nek trend, ki moram reči, da se zdaj že pozna, tudi uporaba lesne biomase se je povečala, uporaba stavnega pohištva, lesenega, uporaba lesa v graditeljstvu se je rapidno se povečala. Ta prvi, bom rekel temu, najenostavnejši recept za povečanje in za pomoč lesno predelovalni industriji so zelene javne naročila. Jaz moram reči, da sem zelo razočaran, ko vidim v nekih javnih objektih, v nekih starih objektih, v centrih mesta ogrejena PVC stavbna pohištva, v objektih starih 300 let, 400 let ali še več PVC stavbna pohištva. Enostavno se je znotraj države, znotraj javnih inštitucij zanemarjala uporaba lesa in jaz mislim, da tle se da najhitreje generirati, da bi lesno predelovalna industrija zaživela. Da pa na koncu te analize povem, da Made in Slovenija, Slovenci smo vse premalo ponosni na produkte Made in Slovenija. Kar narodno nam je, tudi ne pišemo Slovenija, pišemo Slovenija, zato da to so take malenkosti. Da nizka dodana vrednost, to sem že dejal, posledica slabe opremljenosti. Zdaj, tle je še naveden, da bi bila pomoč SID banke dobrodošla. Jaz moram reči, da tale naša prezentacija je narejena širše, ne samo za današnji forum tujih investicij, ampak na splošno malo prikazati, kakšno stanje resno predelovalne industrije ta trenutek v Sloveniji. Tale naslov je dokaj pomenljiv, bogati z gozdom, revni z lesom, to žal drži. Zdaj, za začetek vemo, da so trije, bom rekel temu, lastniki gozdov v Sloveniji, to je država, cerkev in 30% lastnikov je razpršene lasti in ni potrebno to konsolidirati. To se pa lahko začne tako, da se selektivno začne podeljevati koncesija za sečenje gozdov, da se s tem začnejo ustvarjati pogoji za eno veliko centralno predelovalnico lesa, lesne biomase. Tle je ena pripomba, Kuvajt ima ministrstvo za nafto, zelo dobro tole surovino prepoznajo kot njihov glavni izvozni adut. Jaz menim, da les ravno tako bi lahko prišel pod okrilje enega ministrstva, ne pa sedaj, da ga imamo med ministrstvom za kmetijstvo in ministrstvom za gospodarstvo. To nikakor ne bo. Tukaj je še nekaj socialnih podatkov, glede stroškov plač. Po našem mnenju je to problem kompletne slovenske industrije, ne samo lesne, pa bom tole preletel. Zelena država, Slovenija je zelena država. 60% poraščenosti z gozdom, mi smo zelena država. Mi bi lahko uvajali neke takse za ekološko razgradnjo. To sem že dejal, obvezna uporaba naravnih materialov pri gradnji, sofinanciranje energetsko varčnih in ekoloških izdelkov, moram reči, da na tem področju se stvari premakane na bolje. Ekosklad se poznate, da je to. Podvojitev števila zaposlenih v panogi je tukaj lahko dokaj hitra. V Sloveniji niso vsi univerzitetno izobraženi in nikoli ne bodo. Jaz verjamem, da zgodba o Silicijevi dolini je super. V Sloveniji imamo pridne ljudi, ki znajo delati, delo z lesom potrebuje roke. To žal troji ne morejo vsega zamenjati. Na kratek rok, bom rekel, 8 let, lahko bi v Sloveniji izpostavili 10,000 novih delovnih mest. Jaz mislim, da nobena panoga v Sloveniji tega ta trenutek ne omogoča. Bom rekel,
Mi v lesno predelovalni industriji se radi primerjamo s turizmom. Turizem je bil 6 let nazaj, je stagniral, nekako ni bil prepoznan. Imamo morje, tako kot imamo mi surovino, imamo hribe, mi imamo surovino. Tako da s temi raznimi ukrepi so financirani infrastrukturnih vlaganj, ki so jih izvedli Ministrstvo za gospodarstvo pod okriljem, katerega je direktorat za turizem. Se mi zdi, da je res eno dobro izhodišče, ki bi se lahko model preslikal v lesno predelovalno panogo. Nekje sem prebral, da bo imel turizem letos 2 milijardi prihodka. Deviznega priliva, meni se zdi, res velika številka. Mi smo pripravljene 3 scenarije, zdaj tretji je pa ta, kjer je pa sofinanciranje investicij in porabe naravnih materialov. Lesno predelovalno panogo je treba prepoznati kot ključno panogo ta trenutek. Subvencionirana uporaba izvečkovačnih naravnih materialov, to se že izvaja, predpisi za obvezno uporabo naravnih materialov, URES je že od zunaj. Sofinanciranje investicij bo potrebno. Brez tega ne gre. Tuji domači. Jaz mislim, da domače okolje bi moralo bolj pristopiti investicijam, ker lesna predelovalna industrija ta trenutek s to dodano vrednostjo, ki jo imamo, nikako da bomo mogli sami investirati. Malo razkoločil. Glavni in ključni problem, ta trenutek, ki ga imamo lesarji, je izvoz vložovine v tujino oziroma ostanek dodane vrednosti. 300 evrov na kubični meter približno ostane v tujini. Moram reči, da mi v Jelovici smo tudi proizvajalec energetsko učinkovitih hiš in mi moramo vse certificirane lepence uvažati iz Avstrije. Les je pa seveda slovenskega porekla. Ali resno smo malo potev. To je najbolj zastrašujoč podatek, 40.000 ljudi, danes 10, jutri 8, 7, 6. Jaz menim, da bi se res v prihodnje morala država posvetiti lesno predelovalni industriji. Bolje je tako kot se je turizmu. Da malo skrajšam, mi smo nekako locirali v lesno predelovalni industriji 3 sklope pomoči oziroma subvencije. Želeli bi si subvencijo v opremo, tržniške spodbude, namreč da nas vsemi vse posod, kjer se pojavljamo, smo odvisni sami od sebe, čeprav na Ministrstvu za gospodarstvo so pričeli z spodbudami in zelene javne naročila, ta so ključna, že izvajajo, tako da bomo iz tega naslova, da se bo poznalo iz tega naslova v lesni industriji. Zdaj se opravičujem, če moja prezentacija ni bila najbolj profesionalna, ampak jaz sem na željo bolj na široko.